Vsi, ki so jo poznali, so ji rekli Maja, mala zvita in predrzna Maja, Maja, ki leti, leti. Kamorkoli se ji zdi. Ja, Maja je pa po mojem, da najbolj znana čebelica, tako poimensko na svetu. Zdaj pa se bomo pogovarjali bolj o čebelah, ki pa jih najbrž ne bomo omenjali tako posamezno, ampak kot skupnost in kaj nam pomenijo. Rok je pripravil prispevek, govoril je na terenu z Gordano Vidič, tajnico Čebelarskega društva Barje in mentorico Čebelarskega krožka. Malce sta govorila o svetovnem dnevu čebel, pa tudi kakšen pomen imajo čebele prav za Barje. Je pa maj seveda svetovni dan čebel ne samo zato, ker se je Anton Janša rodil 20. maja, ampak imamo v maju ta dan tudi zato, ker je maj mesec bujnega razvoja čebel na severni polobi, na južni polobi pa v tem času že pobirajo čebelje izdelke in je že čas, se začenja sezona porabe medu, kajti tam imajo pa jesen, tako da se tudi to sklada. No, več o čebelah pa Rok in Gordana Vidič. Na današnji dan obeležujemo Svetovni dan čebel. Slovenija je v okviru Organizacije združenih narodov OZN predlagala, da se 20. maj razglasi za Svetovni dan čebel. Po 3 letih mednarodnih prizadevanj so države članice Združenih narodov 20. decembra 2017 soglasno potrdile predlog Slovenije in tako je 20. maj razglašen za Svetovni dan čebel. Maj je mesec bujnega razvoja čebel in narave na severni polobli, na južni polobli pa je to jesenski čas, ko se pobirajo čebelji proizvodi in se začne sezona uporabe medu in medenih izdelkov. 20. maja se je tudi rodil Anton Janša, slovenski čebelar, pionir sodobnega čebelarstva in eden največjih strokovnjakov za čebele. No, še ena strokovnjakinja za čebele pa je tukaj ob meni, Gordana Vidič, in tukaj se nahajava pred čebelnjakom. Tako, Čebelarskega društva Barje. Pravijo, da brez čebel ni življenja. Kako vas poleg preživetvenega pomena v življenju spremljajo čebele in kdaj ste se sploh začeli ukvarjati s čebelarstvom? Najprej, da vas pozdravim ob čebelnjaku Čebelarskega društva Barje v svojem imenu in v imenu vseh nas čebelarjev Čebelarskega društva Barje. Jaz izhajam iz čebelarske družine in na čebele imam čaroben spomin iz otroštva. Zame so čebele poezija. Življenje s čebelami je moj način življenja. Torej ste tudi čustveno zelo navezani že od nekdaj. Koliko čebelnjakov pa imate, kako se ukvarjate z njimi, kaj vse počnete v zvezi s čebelami? Poleg tega čebelnjaka, ko ga oskrbujeva z možem Brankom, imamo pa svoje čebele, imamo 3 prevozne enote po 10 panjev, ko jih vozimo okrog po Sloveniji. Trenutno imamo 2 čebelnjaka v Goriških brdih, ker cveti akacija, samo ne vem, če bo kaj dežuje. Imamo pa ta 3. čebelnjak na Pijavi Gorici, ki je tudi prevozni. Imamo pa stacionarni čebelnjak na Pijavi Gorici, ki ga ne prevažamo. In še en čebelnjak stacionarni, ki ga ne prevažamo, ki je na Rudniku. Ja, kot ste omenili, nahajava se torej pri društvenem čebeljaku Čebelarskega društva Barje. Koliko približno čebel pa prebiva tukaj ali pa koliko panjev? Čebelja družina je kot eno majhno mesto. V čebelji družini živi od 30.000 do 60.000 čebel delavk, 300 do 1000 trotov in ena matica. Tukaj je pa 8 panjev. To se pravi tolikokrat 8. Kar veliko. Veliko, ja. Kako pa vi v Čebelarskem društvu Barje obeležujete Svetovni dan čebel? Na različne načine. Nekateri člani, tudi naš predsednik, ki ni imel časa danes je tukaj pokazati, bo na gimnaziji Plečnikovi, ki imamo tam tudi čebele. Nakladne panje, imamo 4 nakladne panje in bojo tam
iz profesorji eno predstavitev naredili, potem pa jaz bom pol popoldan imela z otroci tukaj na šoli, naravoslovni dan bojo imeli otroci, bojo prišli na čebeljak in jim bom pokazala, kako so čebele organizirane. To jim tudi pokažem tako na krožku. Ja, no ravno to sem mislil vprašati. Poleg delavnic imate tudi krožke. Kakšno pa je zanimanje otrok za čebelarstvo? Ja, nekatere otroke zelo zanima življenje čebel in so zelo radovedni. Pogledajo v panj in pokažem, kako čebelice so, vse ste videli, kako so mirne in zelo jih zanima. Nekateri otroci se pa bojijo, potem pa te otroke tako animiram, da počasi pridemo skupaj. Včasih jim dam kakšnega trota, troti ne pikajo in se oni tako počasi navajajo na čebele. Nekateri pa so kar tako zelo aktivni. Na društvu delamo potem satne osnove, utapljamo v sate, to nam pomagajo in prinesemo tukaj in kadar je potrebno, damo v panje. Torej, na katerih šolah pa vse sodelujete, imate te čebelarske krožke? Na osnovni šoli Livada imamo krožek, naš predsednik pa ima na gimnaziji, na biotehnični gimnaziji na Bicu, ima čebelarski krožek, pa na gimnaziji Jožeta Plečnika. No, kar lepo, da se tudi čebelarstvo širi med Ljubljančani. Govorili smo že v naših prispevkih kar nekajkrat tudi o urbanem čebelarstvu in vsi so govorili, da zanimanje za čebele še vedno je, obstaja in tako je tudi prav. Kaj pa pravila vedenja ob čebelnjaku? Na kaj moramo biti pozorni, če gremo mimo kakšnega čebeljaka? Če gremo mimo kakšnega čebeljaka, ne rabimo se glih približati. Ta zdaj poteza je bila zelo tako hitra in so reagirale, so prišle ven. Pri čebelah je treba tako počasne gibe delati, ni treba mahati, ni treba upiti. Te so zdaj že, evo kako je pripravljena ta stražarka napast, če bi bilo treba. Pa ni treba, ker smo čist mirni tukaj. Tako. Torej, imajo različne čebele tudi različne funkcije. Katere vse funkcije pa čebele upravljajo? Takrat, ko čebelica pride ven iz celice, prvi dan ona to najprej sebe umije, potem celico počisti, potem pa naslednje dneve, ko je še mlada, neguje svoje manjše, mlajše bratce in sestrice, hrane jih, hrane matico. Ene od 2 do 8 dneh te mlade čebelice izločajo iz voskovnih žlez vosek in delajo satje. Potem pa starejše čebele so tudi stražarke, ki stražarijo. Nekatere čebele grejo v naravo, da poiščejo hrano, potem se vrnejo in ta značilen čebelji ples pokažejo svojim tem čebelicam, drugim prijateljicam, kje se nahaja hrana in one točno vejo, v katero smer naj grejo, koliko je to daleč in še vzorec hrane prinesejo, te medičine. Potem pa troti so notri samo, imajo nalogo, da vprašajo matico in za vzdušje v panju. Brez trotov ni družina. Matica pa ima nalogo samo, da zalega jajčeca. To je njena naloga. Kadar je pa preveč čebel v panju, čebele se odločijo, da se razdelijo. In takrat polovica čebel gre na roj iz staro matico, nova matica pa ostane noter v hiški. Samo potem, če pa ni na voljo nobenega umetnega panja več, no, zdaj me je pa pičila ena. Ja, tako, kako pa zdaj?
Če nisi alergičen, nič hudega. Ne, nisem alergičen. Moraš počasi premikati. Verjetno sem malo prehiter bil, ampak kako pa recimo odreagirati, če pa je kdo alergičen na čebele in pride do pika? Te, ki niso alergični, ni nič hudega. Ven potegnemo želo in damo hladen obhladek in to hitro se umiri. Mogoče malo boli, pa malo rdečina, ampak to ni nič hudega. Hudo je pa, če je kdo alergičen, ampak zares alergičen, da pade v anafilaktični šok. Potem je pa treba nujna zdravniška pomoč, adrenalinska injekcija in opazovanje pri zdravnikih. Takrat je treba nujno poklicati zdravniško pomoč. Imate vi tudi tukaj, mogoče zato, ker sem rumena, je to kakšna stvar? Ne, Prehitro premikam. mikrofon. Aha, no, bom pa še na to malce bolj pozoren. Moraš čisto počasi. Dobro. No, zdaj se pa že kar malce, je treba biti pozoren na kar nekaj stvari. Torej, imate na Koroško tudi vi vseeno tale adrenalin in to sabo, če pride do... Adrenalin nimam, imamo pa tiste set za prvo pomoč. Samo adrenalinsko injekcijo pa nimamo, to pa zdravniki dajo, zaenkrat nimamo. Tako. Ja? To imajo samo te, ki že vejo, da so alergični in potem, ker ta injekcija gre čez obleko in v to mišico butno gre hiter in potem pokličemo zdravnike pomoč. Gordana, Počasi, ja, počasi. Bom zdaj malce bolj previden, no, kakorkoli mi dva greva za trenutek v oglase, da pogledava, kaj točno se je zgodilo, no, potem pa se kmalu spet vrneva, vi pa za trenutek si tudi vdahnite in skočimo skupaj v oglase. Se gledamo. En lep pozdrav, že smo nazaj tukajle izpred čebelnjaka, čebelarskega društva Bar je tukajle, ob meni pa Gordana Vidič, ena izmed oskrbovalk tudi tegale čebelnjaka. Govorila sva, no prej se je zgodila ena taka malce nezgoda, se zgodi, malce prehitro sem premikal mikrofon in se je ena čuvajka malce ustrašila, ampak načeloma je kranjska sivka, kranjska čebela precej miroljubna žival. Miroljubna, ja, zelo miroljubna. In na področju Slovenije lahko gojimo samo kranjsko sivko. Zakaj sivka? Zato, ker ima sive obročke na zadku. In naša čebela Apis mellifera carnica je sive barve, ni rumena. Rumena je italijanska. In jih ne smemo križati. Če bi se pa kakšne čebelice z rumenim obročkom na zadku pojavile, potem pa tukaj Čebelarska zveza ima rejni program, ki je zadolžen za zamenjavo. In potem čebelari, ki imajo take čebele, dobijo matice kranjske sivke in zamenjajo matico. No, torej zelo striktno. Glede tega, jaz slišal sem, da na Primorskem sploh prihaja do precej pogostega mešanja. Ja, pa tudi, če recimo prevozniki, kot smo mi in ko vozimo čebele v Goriška Brda, to je blizu italijanske meje, troti pa imajo prost vhod v vse panje. Nimajo določeno kot čebele delavke, ki imajo vsaka v svoj panj, ker poznajo feromon svoje matice in svojega panja. Troti pa imajo prost vhod in potem italijanski troti pridejo v naše panje, mi jih sem pripeljemo in potem se malo pokrižajo. Tudi tle, mislim, v Ljubljani, na tem območju. Ja, Slovenci smo lahko na kranjsko sivko izredno ponosni. Kaj so še druge lastnosti, ki krasijo to vrsto? Zelo šparovna je, po zimi zelo malo hrane porabi, pomladi pa ima zelo buren razvoj in hiter rata, taka velika družina. Je pa tudi ena, čebelarji bi rekli, pomanjkljivost, da je rojiva, zelo rada roji, ampak to je v bistvu dobro. S tem rojenjem se širi ta populacija čebela. Rojenje pomeni, da torej naredi svoj nov zarod v divjem okolju, kaj ne? Ja, samo trenutno po teh pogojih težko, da čebela v divjini preživi. Zaradi tega zajedavca
ki se mu reče valoja. To je en tak klop, ki preživlja na čebelah, pravzaprav v čebelji zalegi se razmnožuje in je zelo nadležen, dela take pike na čebelah in potem čez te vbode v bistvu pridejo noter virusi in bakterije, tako da čebele zbolijo tudi z drugimi boleznimi. No, kmalu se bomo odpravili tudi v botanični vrt, pa imajo tele čebelice, zletijo tudi do tja, tudi prinesejo kaj iz tam? Tudi. Čebele letijo 3 kilometre v krogu, nabirajo medičino. Če pa ni v tem 3-kilometrskem krogu, letijo tudi dalj, tudi do 10 kilometrov, da prinesejo hrano. Čebelarji jim pomagamo s tem, da jih nahranimo, tako da preživijo. No. Ja. Prej ste omenili tudi vzorce, čebelji ples, s katerim si čebele sporočajo, kam morajo leteti. Kako pa to približno izgleda? Ko najdejo hrano, čebele se orientirajo med drugim tudi po soncu, po elektromagnetnih valovih in po soncu. Ko najdejo izvor hrane, pridejo nazaj in potem z tresljaji telesa in z krilci oni naredijo tak kot osmica, en tak vzorec gibov in s tem pokažejo točno, koliko je ta hrana oddaljena, v katero smer in pol tudi vzorec hrane prinesejo, oziroma te medičine. Drugače ta medičina, to je sladka vodka, ki je 80% vode notri. Čebelice to prinesejo pa in dodajo svoje encime, zventilirajo in spravijo to vodo na 14%. Ja. Torej, postane veliko bolj koncentrirano, lahko rečemo. Koliko medu pa, na primer, se v enem takem čebelnjaku, kot pred kakršnim sedaj stojiva, koliko medu se proizvede na sezono? Ja, tako, če je dobra sezona, iz enega panja lahko natočimo tudi več kot 20 litrov medu. Lansko leto smo iz teh 8 panjev natočili 110 kilogramov. Pa ni bila sezona najboljša. Ja. Letos pa ne vem, kako bo. Upam, da bo dober. A glede na to vreme, težko. Težko reči, ja. Ni verjetno najboljša sezona. Kaj pa storite s tem medom? Ga verjetno prodate, tudi kakšen otrok, ki je na krožku, tudi verjetno dobi kakšen kozarec. Otroci na krožku dobijo, potem pa sosedje, imamo dobre sosedje tukaj okrog tega čebelnjaka, oni nam pokosijo tudi to travo in tudi dobijo kozarc medu vsak. Potem pa te člani, ki so zelo aktivni, dobijo tudi kakšen kozarc, neki pa porabimo ob teh aktivnostih, ki jih imamo v mestni občini ali pa na četrtni skupnosti. Imamo pa tudi s turističnim društvom Trnovo žabarije, otroške žabarije, na katerih sodelujemo, potem pa še jesensko tržnico. Tam malo prodamo ali pa enostavno malo se posladkamo na društvu, takrat, ko se družimo ob sredah. Kakšna pa je lastnost medu tukaj? Glede na to, da ste čebelarsko društvo Barje, tukaj verjetno čebelice tudi do Barja letijo, ali to prinese tudi kakšen poseben okus medu? Ja, vsako območje ima svoj poseben okus. Tukaj pa čebelice letajo na Golovec in gor na ta hrib Rožnik in prinesejo gozdni med. Eno sezono so pa prinesli cvetlični. Nekje na Barju so najdle neke cvetlice in so prinesli cvetlični. Mislim, ne med, medičino, iz katere so naredile cvetlični med. Kaj pa s košenjem trave? Prej ste rekli, da vam sosedi to pokosijo. Letos je veljalo opozorilo, da naj kosijo čim kasneje. Kako je s tem tukaj?
Ja, samo zdaj, ko dežuje, vse je sprano, vsi cvetovi so sprani, tako da bolj malo koristi od tega ne košenja. Drugače pa ja, je fajn, da čim kasneje pokosijo, da čebelice imajo več hrane. Gordana, najlepša hvala za vsa ta pojasnila, da ste nam malce približali čebelice, kranjsko sivko in nasploh čebelarstvo pri nas in seveda hvala, da širite vaše znanje še med mlajše rodove. Želim vam še naprej veliko uspešnega dela in še veliko prijateljic čebelic. Ne? Hvala tudi vam, da se zanimate za čebele in da ste nas obiskali in vabljeni še naprej. Najlepša hvala, Gordana, za vse to. Takole mi pa se iz tukaj iz Čebelnjaka, Čebelarskega društva Barje poslavljamo. Za trenutek sledijo kratki oglasi, ampak nič ne skrbite, danes bo še govora o čebelah. Gremo namreč še v botanični vrt, tako je tudi prav ob svetovnem dnevu čebel. Se vidimo prav kmalu.